Pozdravljen, Davorin. V novem romanu si se odločil opisovati dileme in težave človeka, ki želi biti serijski morilec. Pri tem pa ločeš to, kaj je serijski morilec, kaj je množični. On bi rad bil serijski, pa mu čisto ne uspe. Lahko razložiš, v čem je razlika med serijskim in množičnim morilcem? Ja, po definicijah, ki jih je postavil FBI, obstaja serijski morilec, morajo biti 3 žrtve z vmesnimi obdobjimi ohladitve. Torej umor, pauza, ki je lahko par dni, par mesecev, umor, pauza, umor. In šele potem postane ta oseba serijski morilec. Množični morilec je pa pravzaprav vsakdo, ki ubije več ljudi. Ampak ta tvoj junak v bistvu je spet nečisto realiziran junak, ker mu v bistvu ne rata postati serijski. Čeprav se to želi, a gre spet za pravzaprav nadaljevanje tradicije pasivnih slovenskih junakov, ki nikakor ne morejo postati dejavni. Vemo, da je Želevstik rekel, junak naj dela in misli, njegovo dejanje ne ga znači, ampak to potem nekako se ne dogaja z našimi junaki. Vse njegove dejanja ga značijo, on je poskušal biti, pa mu pač ni uspelo, kar je malo odvisno, kako vzamemo. Lahko je tragično, lahko je pa tudi komično. Temu nisem posvečal neke strašne velike simbolike, ampak zdaj se mi zanimivo, pač recimo, da nekdo, ki toliko svoje energije dal to, toliko svoje misli, toliko načrtu, toliko vsega in se mu potem vse sfiži. Ker mislim tudi recimo v filmih, serijah, knjigah imamo zmeraj te serijske morilce, ki imajo vse naštudirano, se igrajo s policije, so najbolj pametni, in tukaj sem jaz hotel iti glih kontra, torej v nekakšnega, ja, v bistvu je zguba. Preprosto povedano je zguba. V prejšnjem romanu si postavil okoliščine, kraj dogajanja v Ameriko, pa tudi v Berlin. Zdaj te pa očitno začeli bolj pritegovati naše okolje. Se pravi, da si se odločil spoprijeti s tukajšnjimi problemi. Pa mislim, da ne gre to, da bi se hotel spoprijeti s tukajšnjimi problemi, ampak gre bolj za zanimivost. Če recimo postaviš neko zgodbo o serijskem morilcu v ZDA, je to v bistvu že toliko prežeta tema, da preprosto ni več zanimivo. Medtem recimo Slovenija je pa imela zelo malo upravka z serijskimi morilci in se mi zdi zanimivo tako iz posebnega socialnega vidika, pač po Tropcu in Plutu nekako prevesti še tretjega oziroma poizkus tretjega. Se mi zdi veliko bolj nekako realistično. V tem letu si bil tudi gost projekta Odisejevo zatočišče in bil si v Beogradu. Tam si tudi v bistvu en košček tega nastajajočega romana napisal. Lahko poveš, kako je bilo za ustvarjanje plodovito tamkajšnje okolje, kako si se kaj tam imel? Mislim, ja, Beograd je v meni pustil nekako mešane občutke. Na pozitivni strani moram priznati, da sem zelo velik naredil. Dol sem večinoma pisal te dele tega romana, kjer ta fiktivni morilec znotraj knjige ubija svoje žrtve in ima preko njih razne osebne razodetja. To sem večinoma delal dol. In ja, res sem zelo veliko naredil, ampak pač sama družbena klima, to je bilo pač glih preden se zaradi korone vse začelo zapirati, vreme je bilo katastrofalno in nekako celotno družbeno vzračje ni bilo glih najbolj ugodno, primerno. Tako da zato pravim, da je mogoče so bili in plusi in minusi. No, jaz verjamem, da je roman uspešen in da bo v prihodnjem letu imel tudi veliko uspeha pri bralcih. In želim ti še veliko uspešnega nadaljnega ustvarjanja. Hvala lepa.